Kadarkoli objavim karkoli na temo socialnih omrežij, imam dejansko večje število ogledov, objav oziroma videov. Zdaj, po eni strani verjamem, da je to mogoče majčkeno pripomorejo algoritmi, ki si želijo, da imajo oziroma da si to ogleda več ljudi, ki bi morda ustvarjali vsebine in s tem njim prinesli več strank. Ampak v bistvu ista zadeva je tudi, ko pošljem mailinge ali pa karkoli v zvezi z tematiko socialnih omrežij, pač je enako, tako da nekako verjamem, da je to tema oziroma tematika, ki vas nekako majčkeno bolj zanima. In mi je seveda logično, zato ker večina vidi pri spletnem marketingu in spletni prodaji izobraževanj oziroma coachinga in vsega tega v tej izobraževalni industriji, vidi predvsem ta vrh ledene gore, to se pravi to, da ljudje objavljajo in da to potem nekako čudežno prinese prodajo, ne. Zdaj, vemo, da to ni čisto res. Jaz bi rada tudi izpostavila predvsem to, da so socialna omrežja, ne, zdaj so pač en delček pravzaprav celotnega tega sistema spletnega marketinga in spletne prodaje. Tako da v bistvu jaz vedno gledam tako socialna omrežja kot en kanal, ki smo ga pač skozi leta dobili. Sama ne vem, sem v tej, bom rekla, branži marketinga, marketinga, izobraževanj in dogodkov, ne vem, še izpred časov socialnih omrežij in pač socialna omrežja so dejansko en, kako naj rečem, en dodaten kanal oziroma eno dodatno orodje, ki nam pri tem pomaga. In tudi, če samo to za primerjavo dam, za ilustracijo dam, v mojem programu Prodaja je znanje podaja, v katerem sistematično pomagam pač ti zgraditi ta sistem spletnega marketinga in spletne prodaje tvojih coaching oziroma izobraževalnih programov, ne glede na to, so online ali niso online programi, imamo socialna omrežja na meniju 1,5 srečanja od 9. To je, če moja matematika pravilno deluje, tam nekje okoli 15 do 20%. Ne, skratka, toliko majhen delček predstavljajo pravzaprav socialna omrežja, vse ostalo je bolj pomembno. Skratka, če nimamo vseh ostalih stvari pripravljenih oziroma vzpostavljenih, sistematično narejenih, nas socialna omrežja pravzaprav večkrat bolj ovirajo, kot pa podpirajo. No, pa kljub temu v bistvu bi pravzaprav rada v temle e-predavanju, v temle kratkem predavanju dala nekaj mogoče nasvetov iz vsebinskega, organizacijskega in tehničnega vidika, kako se vsega skupaj lotiti, da nas ne bojo, bom rekla, ta socialna omrežja preveč, izčrpala. Zlasti velja to za socialna omrežja, ki imajo kratek rok vsebine oziroma, kratko življenjsko dobo vsebine, ne. To so predvsem omrežja Instagram, Facebook, TikTok, deloma LinkedIn. So to socialna omrežja, kjer v bistvu naša vsebina praktično čez en teden, 14 dni, maksimalno 3 tedne praktično je nikjer ni več, ne. In marsikdo tukaj daje velik poudarek, vso svojo energijo in čas vlaga v kreiranje teh vsebin, ki pravzaprav zelo hitro, bom rekla, izgubijo to svojo funkcijo promocije. Tako da gremo si pogledati torej 3 stvari, vsebinsko, organizacijsko in tehnično, kaj pa vseeno delati oziroma kako se vseeno tega lotevati, da bo to imelo neki smisel in rep in glavo. Prva stvar je torej ta vsebinski vidik, kaj sploh objavljati na socialnih omrežjih. Zdaj, velikokrat mi marsikdo reče, jaz pa ne bom objavljala na socialnih omrežjih, ker ne želim se razdajati pa razprodajati svoje vsebine. Po drugi strani velikokrat oziroma praktično nonstop slišimo dajaj. Potem imamo na tretji strani ljudi, ki rečejo, ne dajaj vrednosti, ne razdajaj svojih najboljših stvari in tako naprej. Skratka, tukaj je veliko, bom rekla, različnih praks in pogledov. Vsak seveda uči po nekem svojem sistemu. Tako da jaz, bom rekla, na podlagi moje prakse, bom rekla, negativnih in pozitivnih izkušenj, bom rekla takole, ne. V bistvu jaz sama nisem pristaš, vsaj ne več, dajanja nekih trikov, razkrivanja nekih informacij v smislu učenja tega, kar imamo v svojih programih. Prvič, to pri marsikomu kot izvajalcu vzbudi ta občutek razdajanja, nekega brezplačnega razdajanja. Po drugi strani pa ja, to so vsebine, ki jih ljudje najraje konzumirajo, to se pravi naše potencialne stranke jih najraje vidijo, zato ker je logično,
ker so to stvari, ki jih poznajo. To se pravi, recimo jaz zdaj govorim o socialnih omrežjih in kljub temu, da so socialna omrežja komaj en majhen delček celotnega spletnega marketinga in spletne prodaje, je večini to najbolj poznana tema, zato so tudi te, bom rekla, objave največkrat gledane. Kje nastane težava, je tukaj tudi pri tem, da v bistvu potem ljudje dobijo občutek lahko, to pravi udeleženci oziroma potencialne stranke, da saj to je vse, kar je, ne. Ne vejo pa tistega, česar ne vejo, ne. Naša izobraževanja pa ponavadi temeljijo ravno na tem, da ljudem prinašamo, bom rekla, eno širino, vpogled v stvari, oziroma da jim prinašamo stvari, ki jih do sedaj niso vedeli, da jih ne vejo, oziroma jih niso počeli. Skratka, neke nove prakse. Tako da tukaj ne, nisem pristaš tega, da ne vem, dobimo navdih, pa gremo pisati, ker to pisanje lahko bo pač, bom rekla, čist odziv mogoče na neko objavo, ki smo jo mi videli, mogoče odziv na nekaj, kar se nam je v tistem dnevu zgodilo pač v našem biznisu, nima pa neke, bom rekla, konkretne povezave z našo ponudbo. Tako da tukaj sem v bistvu v mojem pristopu prodaje, znanje podajaj, tukaj pravzaprav izhajamo iz tega, da je vsa naša vsebina povezana z našo prodajo oziroma z našo ponudbo. Ne govorim tukaj zdaj konkretno o produktih, ko govorim bom rekla, v tem kontekstu, govorim o rešitvi. To se pravi, kaj je tisto, kaj mi pravzaprav našim strankam omogočamo, kaj jim prinašamo v njihovo življenje, kakšno rešitev jim ponujamo, in v skladu s to rešitvijo gradimo vse naše vsebine. Skratka, ko naredimo, bom zelo konkretna, recimo v programu prodaje je znanje podaje, je prva stvar, ki jo naredimo, je tako imenovan moj online business manifest, v katerem zelo konkretno spišemo tematike, pridemo do tega, katere so tematike, katere so te vsebine, o katerih je smiselno govoriti, potem pa to v nadaljevanju programa seveda razvijamo tudi z vsebinskega vidika, skozi ta vsebinski marketing, kako zdaj to pač predstaviti in vsebinsko zapakirati, vendar pa, še enkrat poudarjam, torej ne gradimo, kljub temu, da se mogoče sliši, da rečemo, znanje podaje, daj pet govoriti, karkoli že imaš za povedati, ne, gradimo strateško, vsebino gradimo strateško v skladu s tem, kar je v bistvu naša končna rešitev, oziroma kadar prodajamo mogoče neke konkretne stvari, smo še bolj specifični in še bolj, bom rekla, gradimo vsebino v skladu z, bom rekla, rešitvijo, ki jo podajamo v naših programih, bodisi online programih ali pač klasičnih delavnicah oziroma klasičnih coaching obliki. Drugi vidik, ki nam bo pomagal pri produciranju vsebine za socialna omrežja, je pa organizacijski vidik. Tukaj je največji izziv marsikoga to, vsaj pač iz prakse, kar mi pač poveste, ko delamo skupaj, je to, da delate po navdihu, kar pomeni, se usedete ali pa ne vem, pač kakorkoli, rečete, okej, zdaj pa rabim nekaj napisati, pobrskate po glavi, po idejah, ne, po možnosti niti ni usklajeno s tistim, o čemer sem govorila v prvi točki, in potem pišete, ne, in potem ena objava rata dolga, ne vem, več kot 2200 znakov za Instagram, oziroma pač rata toliko dolga, da bi praktično bile lahko, ne vem, 3-4 objave iz tega. Zdaj, ena stvar, jaz razumem, za marsikoga je to, bom rekla, navdihnjena akcija, v smislu, takrat pridejo najboljše zadeve ven iz nas, je pa dejstvo to, da najboljši, bom rekla, vsi coachi, mentorji, izobraževalci, ki jih vidite, recimo, da producirajo velike količine materiala, da se pojavljajo veliko na socialnih omrežjih in tako naprej, v resnici delajo to zelo strateško z vidika organizacije. In to na tak način, to se pravi, da se to dela v paketu. To se pravi, ko se jaz usedem, posnamem naenkrat več vsebine. Ne grem vsak dan znova se pojavljati na socialna omrežja, ker v končni fazi to je, bom rekla, časovno izčrpujoče, po drugi strani pa tudi v bistvu ta mentalna kapaciteta, ne. Vsakič mi, ke se gremo pripraviti, da bomo šli pred, ne vem, ali kamero ali pred telefon ali karkoli, porabimo nekaj, bom rekla, te mentalne kapacitete, okej, o tem bom razmišljal, o tem bom govoril, na tak način moram povedati, ali karkoli, no, kakorkoli že. Skratka, ne gre samo za čas, ki ga vložimo, zato da smo mi vsak dan prisotni, ampak gre predvsem za to, da v bistvu
vedno znova, bom rekla, tudi to energijo trošimo za to, da to vsebino pripravljamo. Če pa se mi to usedemo v enem paketu, bi rekla, ne, in v enem paketu velja za pisanje in velja za snemanje. Če v enem paketu to naredimo, ne vem, spišemo 4 mailinge ali pa spišemo, ne vem, 2 blok objavi, iz katerih recimo, zakaj govorimo o blok objavah pa mailingu, ker jaz sama temeljim vsebino tako, da delam večje vsebine, to se pravi mailing, blog, podcast in potem iz tega produciram manjšo vsebino, tako da v bistvu mi še pravzaprav še dosti lažje. In s tem se torej zmanjša tudi čas kompliciranja, bi se rekli. Ker namreč več manjših stvari, kot delamo, več časa v resnici porabimo za te zadeve. Več tega zemeljskega časa in več tistega notranjega časa v smislu z vidika, bom rekla, energije, ki jo vložimo v to, z vidika mentalne kapacitete, da se za to pripravimo in tako naprej. Druga stvar, ki nam pa tudi to omogoča, če mi delamo, bom rekla tako, več stvari v enem kupu, je pa tudi to, da v resnici se stvar hitreje producira. Ker če vam bom jaz rekla, da imate 1 uro časa, da napišete svojo predstavitev, jo boste napisali v 1 uri. Če vam pa rečem, da imate časa 10 minut, da jo napišete, jo boste pa napisali v 10 minutah. In tukaj je isti princip. Če boste imeli 2 uri časa, da napišete objave za cel mesec, boste to naredili. Na tak ali pa drugačen način. Če si boste pa vsak dan rekli, ok, imam časa, kolikor ga imam, vložil bom tale čas, kolikor ga pač bom, boste pa praktično vsak dan lahko porabili 2 uri za pisanje objav. Tako da organizacijski vidik je ena od zelo podcenjenih stvari, no. Jaz jo v programu Prodaja znanje podaje podkrepim še z orodji. Skratka, ni samo program, ampak dejansko dobite tudi orodje oziroma dostop do orodij znotraj moje platforme, kjer si lahko še dodatno pomagate, da imate, bom rekla, in vsebinsko in organizacijsko zadeve vse na enem mestu. In potem še tehnični vidik, torej ta izvedbeni vidik, kjer tudi vidim, da se izgublja veliko energije in časa pri coachih, mentorjih, izobraževalcih, ko pripravljate objave za socialna omrežja, je pa to, da ne uporabljate templateov. Zdaj, kaj je template oziroma predloga lepo po slovensko? To pomeni, da delamo, čisto po domače rečeno, da delamo vedno vse po istem kopitu. Pri meni lahko opazite, da so vse objave približno enake. Vedno, ko delam, ne vem, en tip objave, recimo vedno, ko so grafične objave, se vedno imamo samo 2 stvari, ali grafika pa tekst ali pa video objava. Vse grafične objave imajo, bom rekla, tisto oranžno gradientno podlogo in vsak tip objave ima isti stil. To se pravi, če bom, ne vem, objavljala citate, boste kar pojdite po mojih objavah nazaj pobrskati, boste videli, citat je vedno na enak način napisan. Ko delam videe, jih vedno delam nekako po istem principu. To se pravi, pač na isti način se zadeve lotim. Zakaj? Spet zato, da si odzamemo tisto mentalno kapaciteto, ali kako ne rečem, da sprostimo tisti prostor. Skratka, prvič zato, ker ja, mi izvrševalci, coachi, mentorji smo, bom rekla, take kreativne duše, in ko zajadramo tamle v Canvo, hitro radi začnemo malo prčkati, ne. Pa a nam je všeč ta predloga, a nam je všeč ta template, a nam je všeč takale slikca in potem tole seveda porabimo, ne vem, 1, 2, 3, samo zato, da izumimo eno objavo. Skratka, da to grafiko pripravimo ali karkoli. Drugi princip je seveda tukaj tudi to, da če imamo neki sistem, tehnični sistem zdaj govorim, da delamo vedno po istem kopitu, da produciramo videe vse na isti način, da produciramo stvari oziroma pač tudi editiramo in vse te zadeve na isti način, nam to pride v kri in nam je to bolj domače in to hitreje naredimo, ne. Če pa vsak teden izumljamo na novo, kako bojo se v videu pojavljale različne animacije, ja, to nam potem vzame čas in pač, bom rekla, tisti čas, ki bi ga lahko namenili prodajanju oziroma kakšnim drugim aktivnostim, nam to ga podarimo, bom rekla, v take stvari, ki ne prinašajo neke dodane vrednosti. Tako da v bistvu dajte si v bistvu zastaviti stvari, posimplirati na ta način, da delate vse po istem kopitu. Po drugi strani ima pa to še eno dodano vrednost, in sicer, če imate stvari recimo vizualno dodelane ali pa vizualno narejene na enak način, se ljudje tega navadijo.
To se pravi, prvič iz enega vidika je, sploh če govorimo še mogoče o neki grafični podobi, s tem sidramo, bom rekla, pri naših gledalcih oziroma tistih sledilcih, sidramo našo podobo, in ko ljudje vidijo naše objave, ki se vedno začnejo na enak način ali kaj takega, v bistvu sidramo, bom rekla, to tudi blagovno znamko, bi se reklo, oziroma ta naš branding. Po drugi strani pa nekako v bistvu pravzaprav sidramo tudi sam proces, kako te objave izgledajo, kako so videi pripravljeni in tako naprej. Mogoče se zdi taka, bom rekla, brezvezna stvar, vendar daje v končni fazi ta vedno enak sistem, daje tudi neke vrste, bom rekla, tudi gledalcem, sledilcem, tisti občutek neke strukture, neke varnosti, neke rutine, ki je vedno enaka, ne. Tako da definitivno pa iz časovnega vidika to, bom rekla, pripomore, da smo hitrejši, da se ne zakvačkamo v kreativnih vodah ali pa v nekih tehničnih zadevah. Tako da v bistvu tudi v programu Prodaja je znanje podaje se vedno potem pravzaprav naredimo ena od stvari, to se pravi, ena od tistih glavnih stvari v zvezi s socialnimi omrežji je pravzaprav to, da vas podprem, da se organizirate, kako se pač lotevati te priprave objav za socialna omrežja, to se pravi, ali gre za tekstovne oziroma te grafične objave ali pa za video objave. Še enkrat torej poudarjam, samo objavljanje na socialnih omrežjih ne bo nujno prineslo prodaje. To je tisto, kar smo rekli, je vrh ledene gore. To, da vidimo nekoga, da objavlja, pa na koncu proda, pomeni, da ima v ozadju tudi neki drug sistem, neke druge zadeve poštimane. Tako da o teh zadevah bom v prihodnje tudi še govorila, bi pa vsem tukaj na tem mestu mogoče podelila ravno svojo konkretno zgodbo. Izpred, ne vem, mogoče 2 let so moje objave dosegale tudi po 1000 ogledov. Okej, po več tisoč ogledov. Mislim, da so celo ene imele celo 8000 ogledov. Zdaj, kaj je bilo v ozadju, ne bom tukaj razlagala, ampak v bistvu poanta je v tem, da so bile te objave popolnoma naključno naštancane. Jaz točno temu rečem naštancano, ker pravzaprav niso izhajale strateško iz moje vsebine, ampak sem dobila navdih, dajmo pa danes povedati o tej zadevi. Pa sem naslednji dan, dajmo pa nekaj naključno o, ne vem, tem pa tem, ne. Skratka, niso bile vsebinsko povezane s tem, kar pravzaprav ponujam. Bile so, v osnovi so izhajale iz tega, kar seveda počnem, ampak niso bile pa strateško umeščene v to vsebino oziroma v rešitev, ki jo ponujam. In seveda pač vsakdo, kdorkoli je to videl, pač okej, v redu, sem dobil neko idejo, vidim, da Maruša nekaj ve o tem, okej, v redu, mogoče pa nekoč se nanjo spomnim, če bom delal, ne vem, glih spletne tečaje ali pa kaj takega, ne. Skratka, dajte, bodite res strateški, ker ko sem postala strateška, so se stvari začele obračati okoli. S tem, da strateškost ne izhaja samo iz tega, kaj objavljam, ampak torej tudi, kako potem moje objave peljejo naprej, bom rekla, k nakupu oziroma v mojo mailing bazo. Celo zadevo, torej cel proces, kako nam socialna omrežja oziroma objave na socialnih omrežjih lahko pomagajo pri, bom rekla, grajenju oziroma našega online biznisa oziroma pri spletni prodaji in spletnem marketingu naših programov, to se pravi online ali klasičnih programov, delavnic in vsega drugega, sem seveda zapakirala potem v ta proces prodaje, znanje podajaj, kjer dejansko gremo čez, bom rekla, vse zadeve. Od tega, da zdefiniramo, kaj je tista, da jasno zdefiniramo, kaj ponujamo, kaj je tisto, kar nudimo in za koga nudimo in kakšna je pravzaprav ta rešitev, ki jo ponujamo, ne samo produkti, čeprav se dotaknemo tudi tega, katere produkte je smiselno zgraditi in katerih ne. Potem pa, da imamo jasen sistem, kako gradimo svojo email bazo, ker namreč samo to, da objavljamo na socialnih omrežjih, ni, bom rekla, iz socialnih omrežij je nujno treba peljati ljudi nekam naprej, ali k nakupu ali pa v email bazo. In pa predvsem, da imamo potem redno, da imamo jasno ponudbo in jo redno komuniciramo, ker samo to, da se mi pojavljamo na socialnih omrežjih z nekimi bežnimi nasveti tam, ki smo jih nekje mimogrede pobrali, kljub temu, da izkazujejo, bom rekla, naše znanje, da izkazujejo mogoče ti nasveti, da jasno pokažemo, koliko smo mi pametni pa kaj mi vse vemo, ne bojo nujno
peljali v prodajo, če nimamo v bistvu vsega tega vzpostavljenega. Tako da skozi sistem prodaje, znanje podaje, pravzaprav nekje v 3 mesecih, meni je nekje cilj v 3 mesecih, pač nekateri greste lahko počasneje, drugi mogoče hitreje, se da te stvari lepo vse vzpostaviti v en smiseln sistem, tako da nam je potem v veselje in delati objave in v veselje nam je prodajati, torej ker vemo, da prodajamo na tak način, da znanje podajamo, da ne vsiljujemo nekih zadev, ampak da pravzaprav z našimi produkti in storitvami v resnici pomagamo strankam, in pa da v bistvu pravzaprav to teče tudi, bom rekla, organizacijsko in tehnično enostavno oziroma tehnostavno, in da nam v bistvu tudi te tehnične zadeve niso tehnične, ampak so nam pravzaprav, ker jih imamo naštimane, ker imamo vzpostavljene, nas pravzaprav podprejo pri tem, da to pač lahko počnemo tudi nadaljavo oziroma tudi v takile obliki, v spletni obliki.